Danes v Pomurskem dnevniku koronavirus v odrancih. Mura remizirala z Aluminijem. Odpuščanje v Boksmarku. Zaključek Grossmanovega festivala. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Od petka so v odrancih potrdili 5 novih okužb s koronavirusom, ki so se razširile v vrtcu. Novih okužb ni, novih testiranj pa za zdaj ne bo, razen seveda pri tistih, ki bodo zaznali določene simptome oziroma jih bo na testiranje napotil zdravnik. Okužbe v vrtcu Mavrica prihajajo od vzgojiteljice, ki ni iz odrancev. Od nje so se okužile vzgojiteljica iz Velike Polane in 3 iz odrancev. Vrtec je po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaprt do preklica, za otroke pa bodo morali poskrbeti starši. Župan občine Odranci Ivan Markoja nam je podrobneje opisal stanje. Ja, danes je okuženih 5 oseb, 2 nista iz Odranec, 3 so pa iz Odranec. V karanteni je pa 71 ljudi skupaj z 44 otroki, ki so bili te dni v vrtcu. Je pa nekaj teh otrok bilo tudi iz drugih občin, taka je tudi sega ta karantena tudi za teh par otrok v druge občine. Za tiste, ki so v samoizolaciji, pa že obstajajo točna navodila. Pri teh, ki so v karanteni, torej vsi ti so dobili individualna navodila od Nacionalnega inštituta za zdravje in vsi se morajo držati teh navodil. Ne bodo posebej testirane, razen če se bodo jim pojavili torej neki novi primeri, ki bi kazali na okužbo, takrat bodo pač morali postopati po navodilu, ki so ga dobili. Kljub slabim napovedim pa občani ne občutijo strahu. Niti ne bi rekel, bolj se bojimo tega, da bi se to razširilo, in zato vlagamo maksimalne napore, da bi zajezili to, in hvala Bogu, da ti zadnji podatki so nas opogumili, da se to ne širi tako hitro, kot smo računali, ker sicer bi v tem tako gostem naselju bila zadeva neobvladljiva. Ni vseeno namreč, ali se virus pojavi v domu starejših, ker starejši ne odhajajo z doma, kot pa recimo v primeru vrtca, ko otroci grejo domov, ker imajo svoje bratce, sestrice, očete, matere, dedeke, babice in to so potem lahko ti nepredvidljivi kontakti, ki se lahko zgodijo. Ravnateljica osnovne šole Odranci je predstavila stanje v vrtcu. Takoj v soboto, ko se je razvedelo, koliko je okuženih, smo stopili v stik z mano in po priporočilu smo pač, da gre za 14-dnevno karanteno od zadnjega stika za vse otroke in zaposlene, ki smo bili v stiku z okuženimi. Testirane so bile zaposlene in nekaj otrok, vendar so vsi negativni. Tako da trenutno zdaj pač ti, ki so negativni, so v karanteni, zdaj pa vsi, ki so, tudi morajo spremljati simptome oziroma morajo svoje zdravstveno stanje spremljati in pa potem, če pride do česarkoli, sporočiti na NIJZ, da se potem ponovi oziroma da se gre na testiranje. Vrtec imamo namen, če bo vse tako, kot mora biti, že z naslednjim tednom postopoma odpirati, ker nekaj zaposlenih je bilo na dopustu in niso bile v stiku z okuženimi, tako da potem lahko bomo to izvedli, pa tudi glede na potrebe staršev in seveda ob vseh teh ukrepih, ki NIJZ priporoča. V Odrance prihaja tudi dosti delavcev iz celotnega Pomurja. Ja, res, to je pa verjetno iz razloga, ker niso toliko seznanjeni kot naši in se bojijo, kaj bo, če delajo z sodelavcem, ki je iz Odranec in vejo, da ima otroka v vrtcu in bi lahko bil potencialni nosilec. Seveda pa vsi upamo, da se bo stanje počasi izboljšalo. Nogometaši Mure so na zadnji domači tekmi v letošnji sezoni remizirali z Aluminijem. Črno-beli so povedli preko Cipota, gostje so izenačili v naslednjem napadu. Mura v zadnjem krogu gostuje v Sežani. Ante Šimunđa je srečanje proti Aluminiju spremljal s tribune, saj je moral odslužiti kazen rumenih kartonov. Ja, malo drugače, ampak vseeno vsi moji sodelavci na klopi so delali dobro tekmo, bili smo
bili smo dogovorjeni kako in kaj, tako da je malo drugače, definitivno ni tega stika, je malo spremenjena slika, ampak v vsakem primeru je šlo. Mura se je pokazala v drugačni obliki, saj sta zaradi kartonov manjkala Matic Maruško in Jan Gorenc, poškodbo pa je staknil Marin Karamarko. Na štoperskih pozicijah je bila drugačna, ampak moram povedati, da se tukaj Alen Kavčič in potem seveda tudi Žan Karniček odigrala vrhunsko, če vemo, da je nasprotnik v bistvu iz ene priložnosti zadev, nažalost se to zgodi, ampak mislim, da smo danes kljub temu prikazali eno tekmovalno in kar zrelo igro. Muri se je že drugič letos na domači tekmi z Aluminijem zgodilo to, da so takoj po zadetku tudi sami prejeli gol. Črno-bele je v vodstvo popeljal Kaj Cipot, izenačil je Jure Matjašič in postavil končni izid srečanja. Težko zareči, kaj je bilo krivo. Enostavno malo je bilo slučaja, malo se jim je srečno odbila žoga, reakcija potem njihova pač takšna, kot je. Malo smo zaspali v neki situaciji, ampak okej, to je sestavni del. Gremo dalje in moramo te stvari pač popraviti. V črno-belem dresu je včeraj debitiral mladi Tijo Cipot. Še treba priti ujeti, malo je bil prestrašen, se mi zdi, ampak v vsakem primeru se mora zavedati, da so to minute, ki morajo iti skozi, da so zadeve, v katerih, če želi igrati res nogomet, se mora navaditi in verjamem, da bo. Muraši v zadnjem krogu gostujejo v Sežani. Mora išče vsako tekmo zmago. Se pravi, kaj nam po 36. krogu prvenstvo prinese, je potem to druga stvar, ampak tudi v Sežano, glede na kvaliteto nasprotnika, glede na težavnostni teren, gremo iskati pozitivni rezultat. Mura bi zmagal v zadnjem krogu in ob ugodnem izidu tekme med Aluminijem in Mariborom še lahko osvojila končno 4. mesto. Zaradi epidemije koronavirusa se je situacija na trgu precej spremenila. V avtomobilski industriji beležijo 40-odstotni padec, v letalski pa kar 80-odstotnega. Zato se zdaj po številnih odpuščanjih na začetku leta v kidričevskem podjetju Boxmark obetajo nova. Službo naj bi do konca meseca septembra izgubilo še 350 zaposlenih. V podjetju Boxmark so v letošnjem letu odpustili že 288 zaposlenih. Ja, trenutno imamo 1152 zaposlenih. Če odštejemo zdaj 350 oseb, potem imamo nekje tam okoli 800 in v teh regijah se bomo nekje uvrstili. Ker je kriza ohromila gospodarstvo, tudi v tem podjetju dela primanjkuje. No, mi smo to prav čutili zdaj v preteklih tednih, ki smo ugotovili, da smo imeli kar močni padec, tudi do 40% v avtomobilskem sektorju, 80% pa na letalskem sektorju in to seveda v masi pomeni, da ne bomo imeli dovolj dela za vse. Nad situacijo pa so zaskrbljeni tudi domačini. Slabo je. Se nemamo v Kidričevu, ne vem kaj, ni tovara ne stoji dobro. Slabo, vsekakor. Ja, krizni cajti so in ne kaže drugo, če čejo preživeti tisti, ki bi še imeli službo. Ne? Dobra novica je ta, da vsaj kompetentni center ostaja v Sloveniji. Smo pa trenutno v fazi tudi zaposlovanja. To znači, po eni strani imamo večjo število odpuščanj, ampak po drugi strani pa iščemo strokovnega kadra, kajti kompetentni center, ko ga imamo in zdaj bomo nadgradili z strokovnjaki. V podjetju pa bodo stali ob strani tudi tistim, ki jim do konca septembra vročijo odpovedi. Im nuditi mogoče tudi kakšno dodatno izobraževanje v tem času, ko so v našem podjetju, da jim omogočamo mogoče eno odskočno desko v kakšnem drugim podjetju ali v kakšni drugi branži. Ob koncu dodaja, da je odločitev glede odpuščanja bila težka, toda tudi nujno potrebna glede na trenutne razmere. Tudi letos je potekal že 16. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Na festivalu je bilo prikazanih 28 celovečernih filmov, 7 glasbenih dokumentarcev in 30 kratkih filmov iz 27 držav. Od tega v tekmovalnem programu 5 celovečercev, 7 glasbenih dokumentarcev in 25 kratkih filmov. Na zaključni prireditvi so podelili naslednje nagrade. Hudega mačka za najboljši celovečerni film je prejel film Koča v režiji Severina Fiale in Veronike Franc. Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel dokumentarec Kje se konča telo v režiji Marka Porsija. Slakov hudi maček za najboljši kratki film je prejel film z naslovom Začarani mečevalec, nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film pa je prejel film Slice of Life režiserjev Luke Hrgoviča in Dina Juliusa.
Voditelji članic Evropske unije poskušajo v Bruslju že 4. dan doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje prihodnji 7-letni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Po prvotnem predlogu naj bi bilo v 750 milijardnem skladu za okrevanje 2/3 nepovratnih sredstev in 1/3 posojil. V pogajanjih se razlika med obema ovojnicama vse bolj zmanjšuje. Največja ovira na poti do kompromisa naj bi bilo vztrajanje Nizozemske in Avstrije pri tolikšnem zmanjšanju nepovratnih sredstev v skladu za okrevanje, ki za večino preostalih članic ni sprejemljivo. Še vedno je sicer odprto tudi vprašanje povezave spoštovanja vladavine prave in evropskega proračuna, ki naj bi ga prav tako izpostavljale varčne države. Madžarska in Poljska temu že vse skozi nasprotujeta. Po neuradnih informacijah ju je v razpravi na vrhu podprla tudi Slovenija. To so moja 3. pogajanja v moji politični karieri v evropskem proračunu in dejansko gre nažalost bolj za pogajanje kot pa za usklajevanje. Razprave so bistveno bolj politične, kot so bile kadarkoli doslej. Veliko je zahajanj žal v stranske teme in to preprečuje fokusiranje na ključne probleme. Kljub temu pa je bilo nekaj napredka narejenega. Tudi veliko stvari se je razčistilo in jaz pričakujem, da bomo danes od stranskih tem prešli na številke, ki so ključne za to, da Evropa čim hitreje okreva po epidemiji in da uporabi sredstva iz 7-letnega evropskega proračunskega okvira za vse tiste cilje, ki smo si jih zastavili v razvojnih programih in v načrtu Evropske komisije. Upanje umira zadnje, še vedno obstaja dobre možnosti, da se dogovorimo, obstaja pa seveda odprta tudi tista slabša možnost, da se naredi daljši premor, po katerem pa se bojim, da stališča ne bodo bistveno bliže. Torej, jaz močno podpiram nadaljevanje teh pogajanj in usklajevanj do uspešnega zaključka. Vreme. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 26 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajnskem parku Goričko namerili 25 stopinj, v Murski Soboti 26, v Radencih in v Lendavi pa 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 15 do 17 stopinj, dnevne pa okoli 30 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, krajevne padavine se bodo od vzhoda razširile nad večji del države. Vmes bodo tudi nevihte, zapihal pa bo vzhodni veter. V četrtek bo vreme še spremenljivo, s popoldanskimi plohami in nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.